kako povedati človeku, da se splača pomagati nekomu, da je to prav. Iz te želje se je rodila ta ideja Junak Slovenije, kjer te zgodbe res prihajajo na dan. Letos smo akcijo pripravili malo širše, kot je bila prej, torej, da smo vključili vanjo tudi predstavnike Slovenske vojske, gasilce, policijo, ki so junaki, vsakodnevni junaki v uniformah. Oni seveda tudi, ko slečejo uniformo, še vedno živijo to življenje. Zato je prav, da smo jih vključili zraven, da smo na Brdu jim dali možnost predstaviti se in so se z veseljem tudi odzvali, za kar smo jih hvaležni. Tako da to je bila bistvena sprememba. Plus tega smo se odločili letos, da damo še eno posebno zahvalo v tej akciji in to je zahvala gasilcem, ki so neumorno pomagali pri odstranjevanju posledic letošnjega žleda. Imamo ogromno zgodb. Od tega smo potem izbrali 10 finalistov in na koncu izmed njih Junaka Slovenije. Odločitev je bila letos zelo težka in rezultat ni bil nikoli še tako izenačen, kot je bil letos. Kljub temu pa vseeno mislimo, da so šle nagrade v prave roke. Gospod Andrej Kovač, policist. Torej, policistu, ki je med stavko preplaval mrzlo ledeno Dravo in rešil žensko. Vsi ti posamezniki, vsi junaki so storili nekaj, kar je dobrega. In jaz mislim, da je zelo prav, da se jim v prvi vrsti zahvalimo za to, kar so storili, morda pa nas enkrat v življenju čaka tudi priložnost, da se izkažemo s takimi junaštvi kot današnji, ki stojijo na odru. Vse te zgodbe junaške pomagajo ljudem, da lažje vsak dan hodijo po robu, ko si poskušajo izboljšati svoj jutri. In te zgodbe jim pomagajo, da vedo, da niso sami in jim pomagajo povrniti vero v dobro človeka. Zato so te zgodbe pomembne za vsakega posameznika.